Slika o cerkvi. Tema, ki je za mnoge v današnjem času zastarela. Preveč smo zaposleni, preveč imamo skrbi dela, da bi imeli čas za cerkev. Včasih na žalost cerkev opravlja svojo vlogo zelo površno, sebično in so mnogi razočarani nad njo. Lahko rečemo, da je krščanska cerkev svojo vlogo skozi zgodovino opravila le deloma uspešno. Prevečkrat je bilo videti, kot da požira sama sebe. Inkvizicija, verske vojne, nemorala. Kljub neuspehom pa moramo priznati, da je cerkev velikokrat bila uspešna. Imamo po svetu mnoge bolnice, humanitarne organizacije, šole, knjižni jezik in podobno, ki so jih ustanovili verujoči, saj so čutili klic od Boga do ljudi, naroda, ki potrebuje pomoč. Menim, da je večkrat potrebno osvežiti, jasno spregovoriti, kaj je cerkev, kakšno je njeno poslanstvo. Zato obstaja več razlogov. Eden od zelo pomembnih je sam Jezus, ki je dejal: "Jaz pa ti povem, ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala." Jezus je povedal Petru, da bo zidal, gradil svojo cerkev in vrata podzemlja. Nekateri prevodi uporabljajo besedo peklenska vrata je ne bodo premagala. Jezus spregovori, da je cerkev načrt Boga, ki ga ne more preprečiti nobena sila. To je potrebno ponovno spregledati in razumeti. Ne moremo se osebno srečati z Jezusom, kot so lahko to možnost imeli prvi učenci. Kako je torej z nami danes? Kako čutimo Božjo ljubezen? Kako opravljamo vlogo cerkve na zemlji? Že več kot 2000 let je cerkev na zemlji. Z mnogimi imeni, od prve cerkve, ki se je začela v Jeruzalemu na Binkošti, do pravoslavne, rimokatoliške, luteranske, anglikanske in na koncu v zadnjih 100 letih binkoštne, karizmatične cerkve in podobno. Zakaj omenjam imena cerkva? Ker je pač to naša slika cerkve, kot jo vidimo mi skozi zgodovino. Dejstvo pa je, da Bog gradi svojo cerkev, kateri glava je Kristus, in takšne cerkve peklenska vrata ne bodo premagala. Katera je imela in ima vpliv na spremembo ljudi po delovanju Svetega Duha. Pravo sliko o cerkvi moramo vedno iskati v takšni cerkvi. Cerkev je postavljena v ta svet, da oznanja evangelij, veselo novico, da smrt ni konec, saj je Jezus umrl za naše grehe in tretji dan vstal od mrtvih. Vsak, ki sprejme Jezusa za svojega odrešenika, ima večno življenje. Če pogledamo Jezusovo življenje, je javno deloval samo okrog 3,5 leta. Proti koncu svoje službe je začel pripravljati učence, da bo odšel. Toda dal jim je obljubo, da jih ne bo pustil same.
jaz bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice, ki ga svet ne more prijeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. Jezus govori, da bo prišel Sveti Duh kot tolažnik, voditelj, moč, pomoč, ki bo vodila in delovala v cerkvi. Brez njega smo mi, cerkev, duhovne sirote. V bistvu so cerkev ljudje, ki so sprejeli Jezusa za svojega odrešenika, v katerih deluje Bog. Nova zaveza se zelo jasno osredotoči na cerkev kot Kristusovo telo, v kateri je Kristus glava. In on je glava telesa, to je cerkve. On je začetek, prvorojenec med mrtvimi, tako da je postal prvi med vsemi stvarmi. Vlogo glave cerkve je prevzel Jezus. On je glava telesa. Lahko bi rekli, ko je odšel, ima vlogo glave on. Ostalo pa je predal nepopolnim možem in ženam, ki so upravljali vlogo rok, nog, ušes, oči, ostalih udov telesa. Če beremo pozorno evangelije, bomo opazili, da je Jezus imel to novo ureditev v mislih ves čas. Deloval bo kot nevidna glava telesa z mnogimi udi na zemlji, po njegovem odhodu. Koliko kot cerkev to doživljamo danes osebno. Mnogi vidijo samo zapovedi, pravila, omejitve v cerkvi, toda to je popolnoma napačno razumevanje slika cerkve. Če cerkev prikazuje takšno sliko, je izgubila prisotnost, življenje, vitalnost Svetega Duha. Cerkev mora vedno krmariti med organizacijo in življenjem Duha. V cerkvi mora biti svoboda Svetega Duha, v kateri lahko Kristus deluje kot glava. Jezus je postavil svojo cerkev, da je duhovna oaza na zemlji, sredi greha, zla, človeške sebičnosti, obupa, razočaranja in osamljenosti. On nas tolaži v vsaki naši stiski, tako da moramo mi tolažiti tiste, ki so v kakršnikoli stiski, in sicer s tolažbo, s kakršno nas same tolaži Bog. Kakor namreč Kristusovo trpljenje za nas presega meje, tako po Kristusu prekipeva tudi naša tolažba, pravi apostol Pavel. Jezusova odločitev, da bo deloval kot glava, nevidna na telesu, mora vplivati na naše življenje, življenje cerkve. Pomeni, da Jezus želi uporabljati nas, ko nam pomaga, da gremo skozi stiske, tako da lahko tudi mi pomagamo drugim, ko gredo skozi težave. Pavel pravi, kakor namreč Kristusovo trpljenje za nas presega meje, tako po Kristusu prekipeva tudi naša tolažba. Cerkev, Kristusovo telo, mora biti pozorno na bolečino drugega. Ko tako postopamo, postajamo učlovečenje Kristusovega telesa. Greh je zlo, katero uničuje človeško življenje. Ko cerkev izpostavlja greh, ne sme obsojati, ampak pomagati ljudem, da se soočijo
ali zaščitijo pred nevarnostjo greha. In če padejo v greh, mora cerkev obvezovati duhovne rane ljudem. Pavel piše Galačanom: nosite bremena drug drugega in tako boste izpolnili Kristusovo postavo. Včasih je to breme bolezni, drugič izgubo bližnjega, mogoče strah pred jutrišnjim dnem in tako dalje. Cerkev mora slediti Kristusovemu zgledu, da je on glava. Učiti se moramo živeti kot njegovo telo. Moramo biti njegovo čustveno učlovečenje. Cerkev se mora ravnati po tem vzorcu. Le tako prinaša pravo sliko o cerkvi. Včasih je potrebno manj argumentirati in več delovati v ljubezni. Mnogi se spotikajo nad cerkvijo, ker so videli napačno sliko njej. Ni se nam treba braniti, ampak dovolimo glavi Jezusa, da po svetem duhu deluje skozi nas, da spreminja nas in ljudi okoli nas. Naša šibkost je priložnost za njegovo moč. Prav tako tudi duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti, tudi sam duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. Božja beseda razodeva Boga, ki je tu, zraven, sliši vzdihe človeštva, je duh, ki živi v nas, v njegovi cerkvi. Včasih smo v težavah in ne vidimo izhoda, poti, odgovora. Našo slabotnost želi kontrolirati naši občutki. Toda Pavel pravi, tudi ko ne vemo, kako naj molimo, Bog posluša tudi naše vzdihovanje, iskanje pomoči pri njem. Sveti duh živi v nas kot oseben pečat Božje navzočnosti. Sveti duh je neviden kot veter, ki ga lahko doživimo v svoji notranjosti. Tudi ko gremo skozi najtežje trenutke življenja. V težkih trenutkih, ko ne vidimo poti, imamo na razpolago tudi Sveto pismo, Jezusove besede. Preiskujmo, kaj uči, in mu dovolimo, da nam spregovori skozi svojo besedo in pomaga. Ali želimo biti prava slika o cerkvi? Mogoče si do sedaj imel napačno sliko o cerkvi. Dovolimo trojedinemu Bogu, da nam razodeva pravo sliko o cerkvi. To je nekaj zelo pomembnega, saj je to Božji načrt, ki se bo izpolnil in nobena sila ne bo mogla to preprečiti. Amen.